Najprej bi povedal, da je Nova univerza počaščena, da je profesor Rupel pristal na to, da tudi poleg profesora Avla upravlja funkcijo prorektorja. Imamo dva prorektorja in profesor Rupel je kot prorektor zadolžen za področje knjig, tako ali drugače. V knjižnici, v založbi, skratka, s knjigami se ukvarja celo življenje, z njimi je tudi prispeval k osamosvojitvi Slovenije, vsem začetku, že leta 1981, ko je bil med prvimi pobudniki za ustanovitev Nove revije. Potem je bil pa odgovorni urednik v tistem odločilnem letu 87, 86, ko se je uredniški odbor Nove revije odločil, da izda nacionalno številko. Čakali smo na številko 57 in s tem počastili spomin na revijo 57, ki je bila ukinjena, tako kot predhodnice, Mladinska revija, Beseda, revija 57, Perspektive. No in takrat je bil Dimitrij Rupel odgovorni urednik in s tem prispeval k temu, da je Slovenija dobila že leta 87 svoj nacionalni program. Ta program je potem dopolnila še ustava, te bodoče, tedaj šele idejno zasnovane slovenske države in ves ta čas idejnega snovanja osamosvojitve, za katero ni bilo sigurno, kako se bo izvedla, je bil Dimitrij Rupel v prvi vrsti. V prvi vrsti je bil tudi potem, ko so se začele stvari odvijati nekoliko hitreje, v tem zgoščenem zgodovinskem času, po padcu Berlinskega zidu novembra 1989, in takrat je bil on skupaj z Ivanom Omanom tisti, ki je ustanovil prve politične stranke na Slovenskem. Oman svojo kmečko zvezo, Dimitrij Rupel svojo Slovensko-demokratsko zvezo, ki se je najprej notala pod nekimi drugimi čudnimi imeni, kot je bila Zveza razumnikov, če se ne motim, če se prav spomnim, ki se je potem nekako v internih pogovorih med pobudniki te zveze skupaj z Dimitrijem Ruplom uvedla, da je prav edina smiselna oznaka take zveze, da je opozicijska. To je bila prva opozicijska ne stranka po imenu, ampak zveza, opozicija proti tedanji komunistični partiji. To je bilo leta 1989 in res je, da je ta zveza, ki jo je ustanovil Dimitrij Rupel, bila sigurno nek programski, strateški, idejni motor vsega osamosvajanja znotraj demosa. To prioriteto nekako so ji priznavali tudi drugi v svetu demosa, tudi Jože Pučnik. No in potem je sledilo obdobje uveljavljanja programa, ki ga je Dimitrij Rupel med prvimi zasnoval že v 80-ih letih v konkretni izvršni in zakonodajni politiki, ki se je potem po plebiscitu prevesila v formalno ustavno deklaracijo o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Potem je sledila vojna za Slovenijo, o kateri bi seveda moral poročati Janez Janša, kot v tej fazi odločilni agent osamosvojitve. No in potem je proti koncu spet zaključil to zgodovinsko obdobje Dimitrij Rupel, začel ga je z tem idejnim programskim snovanjem, zaključil ga je pa z svojo uspešno aktivnostjo v tem zadnjem času osamosvajanja, to je mednarodnega priznanja Slovenije, ki se je potem iztekla logično v članstvo v Evropski uniji in v zvezi NATO. Tako da toliko za uvod, zakaj je Dimitrij Rupel nekako kvalificiran za to, da napiše tudi, kakšen je pomen osamosvojitve.
z podnaslovom te knjige, ki se glasi Priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve, se Dimitrij vrača, bi jaz rekel, v tiste zgodne študentovske čase, 60-ih let, ko smo z užitkom prebirali njegove kolumne, politične kolumne, ki so bile pa zabavne. Bile so dovtipne, duhovite, humoristične in zdaj tako, da jaz vendarle štejem, da je nekoliko duhovitosti tudi v tem podnaslovu o nasprotnikih slovenske osamosvojitve, za katere je Dimitrij napisal svoj priročnik. Tako da bi jaz s tem končal svoj predstavitveni uvod in dal besedo avtorju te knjige. Osebno bi me pa še posebej zanimalo ne, kakšni so priročni napotki za nas, ki zagovarjamo osamosvojitev. Ti napotki so nam bili konec koncev sporočeni javno in to je globok spanec, nas, ki smo sodelovali pri osamosvajanju, ki naj se izteče v stanje brez kakršnega prebujenja. Jaz rekel, da je to neka socialistično samoupravna blagovest evtanazije, ki, bi rekel, je res sijajna in dobrodošla, širokogrudna. Tako da bi mogoče res tudi ti nam kaj povedal, ne zabavnega, ampak resnega, kaj priporočaš nasprotnikom osamosvojitve? Da preberejo to knjigo, seveda. Lep pozdrav vsem skupaj. Eno majhno tehnično pripombo bi imel na začetku. Predstavniki medijev so upravičeni do zastonjskega izvoda te knjige, če jih zanima. No, glede na to, kar je povedal moj prijatelj Jambrek, moram najprej reči, da je seveda situacija danes 30 let po osamosvojitvi drugačna, kot je bila situacija pred 30 leti. Danes živimo v drugačnem času, zrasla je generacija najinih študentov tudi, ki o osamosvojitvi vedo malo in so tudi v šolskem sistemu, kakršen je, o njej relativno malo izvedeli. Eden od mojih namenov pri pisanju te knjige je bil tudi pedagoški, da po možnosti pritegnem pozornost mlajših ljudi, ki včasih postanejo brez potrebe in ne da bi natančno vedeli, zakaj nasprotniki osamosvojitve. Se veste, tudi v knjigi je razloženo, kaj so bili neposredni povodi za pisanje, zato da sem se, par mesecev nazaj razjezil, pa se usedel pa napisal to knjigo. Veste, da so izhajali članki o tem, da bi bilo fajn, če bi se Slovenci vrnili v Jugoslavijo, da bi bilo fajn, če bi imeli spet socializem, da ne govorim recimo o fenomenu muzeja slovenske osamosvojitve, da ne govorim o nekem sprevračanju vrednot, ki so ugrajene v temelje te naše države. Glejte, glavna načelna odlika samostojne in neodvisne države je v tem, da lahko njeni državljani sami odločajo o svojih predstavnikih, o pravicah, o pravičnosti, predvsem pa o vojski in diplomaciji. Slovenija je bila socialistična republika, del Zvezne Jugoslavije, ki je imela celo vrsto inštitucij, ki jih ima še danes, morda nekoliko drugačnih. Ni pa imela svoje vojske, ni imela svoje diplomacije, kar sta dva bistvena atributa državnosti. Brez svoje lastne diplomacije, brez svoje lastne vojske, samostojna, recimo neodvisna država, čeprav bom poskušal pojasniti, o čem je današnji problem v zvezi s tem,
torej ne more obstajati. Pred 31 leti je bil sklenjen, končan proces oblikovanja slovenske državnosti in priznanja njene neovirane, suverene vloge v mednarodnih odnosih. Jaz sem precej pozornosti posvetil mednarodnim odnosom, zunanji politiki, geopolitiki tudi. Dan po priznanju Evropske skupnosti, takrat se je imenovala še Evropska skupnost, 15. januarja 1992, sta nas priznali Avstralija in Nova Zelandija. Kar zanimivo. Februarja 1992 Rusija, marca Japonska, aprila ZDA in Kitajska, maja Indija, v OZN pa smo vstopili 22. maja 1992. Sredi procesa, kar se mi zdi en, kaj ne rečem, en zanimiv podatek, sredi procesa osamosvajanja ali pa izpopolnjevanja državnosti 22. aprila 1992 je padla Peterletova oziroma Demosova vlada. 14. maja jo je zamenjala vlada Jana Drnovška in v zvezi z njim eno anekdoto za poživitev. Z njim sem potoval na okoljsko konferenco, to je ena prvih konferenc o varovanju okolja v Rio de Janeiro, to je konferenca OZN, no in tam naj je kitajski predsednik vlade Li Peng, ki je bil znan potem, da je zatrl tisto študentovsko revolucijo na trgu Tiananmen, naj je ta predsednik povabil na večerjo. In to je bila ena najbolj zanimivih večerij v mojem življenju. Namreč 7 zdravic je na tej večerji imel Fidel Castro. Sej marsikateri Slovenci je spoznal od Fidela Castra, ampak tako bi rekel v tej njegovi res eminentni vlogi pa malo kdo. On je namreč bil popolnoma, kaj ne rečem, presunjen zaradi tega, ker se je začelo govoriti o bivši Sovjetski zvezi. On je rekel, jaz ne bom nikoli potoval preko ozemlja bivše Sovjetske zveze. Jaz bom potoval na Kitajsko, ampak se bom izognil ozemlju bivše Sovjetske zveze, bom potoval preko Afrike in tako naprej in tako naprej. Skratka, da ne govorim o tem, da je mene mučil s tem, koliko Slovenija sladkorja uvaža iz Kube in tako naprej. No, lejte, 4. julija 1992, 4. julija, je arbitražna komisija, ki je predsedoval Robert Badinter. Robert Badinter je bil predsednik Ustavnega sodišča Francije, bil je v tej hiši, mislim, da v tej hiši, ne, nam je držal predavanje, izredno zanimiv, torej državnik, ustavni pravnik. No, on je bil predsednik arbitražne komisije, ki je odločala tudi o priznanju Slovenije, ne, in o tem, kaj se dogaja takrat. No, torej 4. julija je njegova komisija ugotovila, da SFRJ ne obstaja več. Nastala pa je nova država, Zvezna republika Jugoslavija, to je bila Srbija in Črna gora. Zdaj pa citiram iz njegovega pisanja, ki se ne sme imeti za edinega naslednika SFRJ. Zakaj to posebej poudarjam? Zato, ker v primeru Sovjetske zveze je bila Rusija edina naslednica Sovjetske zveze. Jaz mislim, da je eden od faktorjev pri tej, se je to zelo žalostno, da o tem govorim, ampak bom vsem poskušal, ukrajinsko-ruske vojne, je ta, da Ukrajina ni enakopraven naslednik Sovjetske zveze na enak način kot Rusija. Da ima Rusija neke privilegije oziroma neke prednostne pravice in na nek način s to vojno ona te prednostne pravice uveljavlja. Zgodba se začne, kot vemo, takrat, ko je ravno Slovenija nehala predsedovati Evropski uniji, leta 2008, čim so Francozi postali predsedujoči, je Putin
šel v Gruzijo, priključil Abhazijo, Južno Osetijo, leta 2014 je priključil Krim, leta 2022 je začel vojno v Ukrajini. In še eno anekdoto bom povedal, ki mislim, da razlaga eno od bistev te vojne. Jaz sem bil leta 2005 predsedujoči pravzaprav organizacije, ki se imenuje OVSE, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. In celo leto. In sem šel takoj na začetku v Ukrajino obiskati Juščenka. Juščenko je ravno zmagal na volitvah, tistih ponovljenih volitvah, potem, ko so Janukoviča na nek način poslali domov. No in jaz sem se želel z njim sestati in torej so šli z enim našim avionom. Zvemo med poletom, da ne bo sestanka v Kijevu, ampak bo sestanek v Karpatih, v njegovi dači, v Juščenkovi dači v Karpatih. Torej, jaz sem vedno mislil, da so dače nekaj zelo imenitnega. Tisto, kar je bilo tam v Karpatih, je bilo zelo bogo. No in so se usedla tam, jaz sem mu čestital, to je bil božični čas ali pa novoletni čas, odvisno od tega, ali ste pravoslavni ali katoliški vernik. No in se pogovarjava, v nekem trenutku prav, a imate kaj proti, če se nama pridruži en moj prijatelj? Zakaj? In pride dol po stopnicah kdo drug kot Miša Sakašvili. Miša Sakašvili je bil predsednik Gruzije. In se usedemo potem tam in nadaljujemo pogovor ob nekim tistih njihovih ukrajinskih specialitetah, na kar Sakašvili začne govoriti nekaj, da je začel mene biti strah. Je rekel, veste, najprej je bila revolucija vrtnic v Gruziji. Potem je bila oranžna revolucija v Ukrajini. Naslednja je na vrsti Belorusija in potem je na vrsti Kremelj, bomo šli v Kremelj in bomo vrgli Putina. Jaz sem se začel presedati, ker sem si mislil, da to najbrž tudi še kakšna druga služba posluša razen mene. No, ampak seveda ta politika, da naredijo križ čez komunistično in sovjetsko preteklost, da se popolnoma osamosvojijo, postanejo samostojne demokratične države pod vplivom Amerike z povezavo z Evropsko unijo, NATO in tako naprej. To je seveda bil eden od konstitutivnih, kaj ne rečem, elementov te vojne, ki se je potem dolg časa pač kurila in se je potem razkurila, kot veste, lansko leto. Zdaj, pomen osamosvojitve. Pomen osamosvojitve. To ne bi bil odgovor, ta knjiga, na nekatera aktualna vprašanja. Prvo vprašanje, oziroma prvi problem. Ko smo v drugi polovici 80-ih let začeli govoriti o samostojni slovenski državi, so nas mnogi prepričevali, se spomnim francoskega ambasadorja, pa nemškega ambasadorja, so rekli, pa kaj hočete imeti samostojno državo, zdaj je čas integracije, združevanja, ne pa torej, odcepitve ali pa samostojnosti, nacionalizma in tako naprej. No, tudi sami smo ugotavljali, da se Evropa združuje, seveda, v Evropski uniji, recimo. In prav gotovo smo si želeli postati njeni člani. To se pravi, želeli smo se integrirati, po drugi strani smo pa hoteli biti samostojni, neodvisni. Neodvisna država, ki hoče postati članica neke integracije. Seveda, mi smo natančno vedeli,
ko bi računali na to, da Jugoslavija postane članica Evropske unije, bi prvič čakali zelo dolgo, drugič pa bi v Evropski uniji med uradnimi jeziki za nas veljala srbo-hrvaščina, ne? Če bi bila Jugoslavija članica Evropske unije, tako pa je seveda postala, hvala Bogu, slovenščina. Potem smo si postavili vprašanje o smislu načela o samoodločbi. V Beogradu so govorili, da je to že za nami, to pravico, da smo že izkoristili, da je že to že izpolnjeno v Jugoslaviji, da smo v bistvu samo to pravico porabili. Mislim, da so podobno govorili tudi v Moskvi. Ampak poleg samoodločbe smo zahtevali tudi demokracijo, to pa je bil notranje politični, ne zunanje politični problem. Pri tem moram pa tole reči. Ko sem jaz s svojimi kolegi po svetu, v Evropi predvsem, govoril o ciljih demosa, naše vlade in tako naprej, sem omenjal seveda, samostojnost, neodvisnost in demokracijo. Samostojnost to niso hoteli slišati, ampak ker smo pa rekli demokracija, to pa ja, to je bilo pa zanimivo in to je bil eden od, da tako rečem, razlogov, zakaj so nas poslušali z večjo pozornostjo. Pazite, evropski državniki so bili navdušeni nad Gorbačovom. Če gledate zapisnike iz nemških arhivov in ameriških arhivov, zapisnike iz Bele hiše in tako naprej, boste videli, da je bil Gorbačov ljubljenec praktično celotne svetovne politike. Seveda so vsi računali, da bo Gorbačov obvladal Sovjetsko zvezo, da bo iz nje naredil demokratično Sovjetsko zvezo, demokratično socialistično Sovjetsko zvezo, kot da bi demokracija in socializem bila nekako pač bi bila lahko skupaj nastopala. No, ampak, glejte, mi smo imeli res problem s to osamosvojitvijo. Mednarodni dokumenti od temeljne listine OZN do pariške listine 1990, se pravi tega sistema OVSE, vsi ti dokumenti govorijo v prid samoodločbe. Se veste, samoodločba se je začela v začetku 20. stoletja, Stalin pa Lenin sta bila glavna propagatorja, potem pa Woodrow Wilson na Versajski konferenci. Ne? Torej, vsi ti dokumenti govorijo v prid samoodločbe, ampak proti spreminjanju državnih meja. Zdaj pa smo v tako bi rekel plemenitem okolju, da ne bom nobenih takih banalnih primerjav zdaj delal. Hočeš nekaj biti, ampak tistega, s čimer to postaneš, ne želiš tvegati. Torej, kako uskladiti samoodločbo s tem, da se meje ne spreminjajo? Z Bučarjem, Francetom Bučarjem, našim kolegom, tesnim sodelavcem Petra Jambreka, smo večkrat o tem govorili. Jaz sem rekel, veš, kar naprej nam govorijo sam nobenih enostranskih korakov. Pa rekel Bučar, pa kako? Seveda delamo enostranske korake, kaj pa drugega delamo kot enostranske korake? No, vendar je konc hladne vojne spremenil pravila igre. V enem letu smo doživeli kaj? Doživeli smo združitev v Nemčiji, doživeli smo 2 državna udara v Moskvi in v Beogradu in razpad Sovjetske zveze. V enem letu. In seveda razpad Sovjetske zveze je bil hkrati razpad komunistične organiziranosti držav. Program neodvisne Slovenije je bil prodret v evroatlantske povezave, to se je posrečilo z zamudo. To je pa že spet en zanimiv problem. Leta 1992 je imel NATO 16 članic. In potem leta 1999 je sprejel še 3 nove članice, in to Češko, Madžarsko in Poljsko. In takrat so vsi moji kolegi mislili z mano vred, da bomo mi tudi ena držav tega drugega vala integracije v NATO, ampak v Sloveniji
so bili nasprotniki. Sloveniji so bili resni nasprotniki članstva v NATO in je Slovenija seveda to priložnost leta 1997 torej spustila. Glejte, zakaj niso hoteli Slovaške vzeti takrat v NATO? Gotovo nekateri med vami se tega spomnijo. Takrat je bil predsednik Slovaške Mečiar, ki je slovel kot neke sorte komunistični ali pa protokomunistični lider in tako naprej. In so rekli, te države pa ne želimo imeti v NATO. Kaj smo imeli pa pri nas? Mi smo bili malo različni od Češke, Madžarske in Poljske. V parlamentu je vladal Demos, na predsedstvu pa so vladali bivši komunisti. Ne? Spomnimo se, da je zmagal na predsedniških volitvah Milan Kučan, prav bivši šef partije. Glejte, jaz se na nek način, ko že omenjam Kučana, pridružujem njegovemu vprašanju, ne, po 30 letih. Jaz mislim, da smo po 30 letih zelo varno spravljeni tako v Evropski uniji kot v NATO, ampak Kučan pravi, zdaj bi se morali po 30 letih vprašati, kaj sploh hočemo početi s to državo. Kaj hočemo početi s to državo? A veste, kaj hočemo početi z državo? Mi lahko počnemo s tole steklenico vode nekaj, pa lahko počnemo z peresnikom, pa celo s to hišo, lahko kaj počnemo z državo, početi nekaj. To je pa kar, bi rekel, taka zelo visoka misel. Ne? In na to vprašanje sem jaz poskušal malo v tej svoji deloma odgovoriti. Glejte, spremenila se je mednarodna situacija, predvsem skuša Putin po letu 2008 restaurirati Sovjetsko zvezo in tako naprej in tako naprej. Jaz sem vam povedal tisto zgodbo o Sakašviliju in o Juščenku. In jaz mislim, da je to bil in da je to problem, ampak v bistvu mene niti toliko ne zanima, ali ima Rusija problem. Mene zanima, ali imamo mi problem in ima Evropska unija problem. Glejte, pred 30 leti je imela Slovenija drugačne probleme, kot jih ima danes. Ko smo dobili mednarodno priznanje leta 1992, je imela Evropska unija 12 članic, NATO je imel 16 članic. S koncem hladne vojne se je vse spremenilo in tiste, rekel, malo številnosti in preglednosti ni bilo več. Vendarle je bilo naše predsedovanje, moje leta 2005 in potem slovensko leta 2008 Evropske unije, neko srečno obdobje teh organizacij. Iz tistega časa je izjava, ali pa je več izjav, da Slovenija hoče biti, da sodi v središče teh organizacij, jedrne države, da nismo na periferiji, ampak da smo jedrna država, centralna država Evropske unije. No, danes sta Evropska unija in NATO samoumevni širši okvir naše zunanje politike. Da bi pa bila ta politika odmevnejša, kar si jaz seveda želim, bi potrebovala ojačevalce. Predsednica Evropske komisije von der Leyenova, kot sem že rekel, je napovedala svoj obisk Pekinga v družbi s francoskim predsednikom. Jaz ne verjamem, da je ona vprašala našo zunanjo ministrico, kaj naj pove v Pekingu. Ne? In ne verjamem, da obstaja kakšna prav jasna evropska platforma za ta obisk. Bolj ali manj se oblikuje nekakšno neformalno vodstvo Evropske unije. Normandijski format, Francija, Nemčija, se je pojavil že pri sporazumu iz Minska. To je tisti sporazum, ki pravzaprav ni uspel preprečiti vojne v Ukrajini.
Poleg tega govorimo seveda o Višegrajski četverici, govorimo o Bukareštanski deveterici in tako naprej in tako naprej. Slovenski politiki, tudi naš meni zelo, bi rekel, simpatični bivši predsednik Borut Pahor je govoril, da Slovenija potuje s francosko-nemškim vlakom. No, jaz mislim, da imamo mi tri možnosti in potem bom to soočil z enim govorom od Lajnove par dni nazaj. Prva možnost je Slovenija, ki se povezuje z Balkanom in navija za njegovo članstvo v Evropski uniji, bi nastopala skupaj z drugimi balkanskimi državami v Evropski uniji ali pa ob njej. Druga možnost, Slovenija, ki po zgodovini in značaju spada v Srednjo Evropo, to je moja opcija, moram reči. In tretje, Slovenija kot jedrna država Evropske unije. Se bojim, da nam to ne uspeva, oziroma težko, da nam bo uspelo. Glejte, predsednica Evropske komisije je 30. marca, par dni nazaj, govorila o evropski strategiji oziroma geopolitiki. In povedala je, to je v Bruslju, v European Policy Center, in sicer je povedala približno tole. Prvič, da je Evropska unija seveda združena v odnosu do Rusije in glede vojaške pomoči Ukrajini. Drugič, da je posebej Nemčija energetsko povezana z Rusijo. Se izogiba izrazu, da je odvisna, ne? In to naj bi se počasi spreminjalo, pravi. Tretje, zelo pomembno, da je glede uvoza strateških surovin, potrebnih za nove tehnologije, odvisna od Kitajske. In zdaj, kaj iz tega sledi? Pravi, Evropska unija mora oblikovati do teh velikih sil politiko de-risking, netveganja, netveganosti, v bistvu previdnosti, ne? In zdaj, samo še en stavek, mnogi med vami se boste spomnili nekdanjega veleposlanika v Beogradu, Georgea Kennana, ki je bil ameriški predstavnik v Moskvi leta 1946 in ki je avtor nekega zelo zanimivega dokumenta, ki se mu reče Dolgi telegram. V tem dolgem telegramu je Kennan predlagal, da ZDA zajezijo vpliv Sovjetske zveze, da ga odbijejo, da ga zajezijo, zaustavijo. In temu se reče angleško containment. V času Nixona in Kissingerja se je potem oblikoval nek drugačen koncept détente, se pravi popuščanje napetosti. In zdaj seveda se moramo mi začeti pogovarjati, ali se vis-a-vis Rusiji oprimemo koncepta containment ali koncepta détente. Gospa Lajnova, se mi zdi, je bliže konceptu popuščanja détente. Zakaj? Pravi, 97% surovin, ki jih Evropa potrebuje za najbolj občutljive tehnološke svoje proizvode in tako naprej, prihaja iz Kitajske. In s tem končam. Hvala, Dimitrij. V tej knjigi in v tojem ekspozeju današnjem si nakazal nek pretežno zunanje politični, mednarodni pomen osamosvojitve. Zdaj, človek bi rekel, da glede na to, kar si ti opisal, kar se je dogajalo, ne, od leta 90 do danes, je težko zanikati, da je tisti čas prinesel neko povsem novo zunanje politično mednarodno vlogo Slovenije v primerjavi z tistim, kar je bilo vsa zgodovino Slovenije prej, kot neke federalne enote Jugoslavije in kot neke province, dežele Avstro-Ogrske. Zdaj, pomen osamosvojitve je
danes, ko ni nobene obletnice, ampak samo moja knjiga, ki je počastila to osamosvojitev, se mi zdi, tako kot je posrečeno rekel Žiga Turk, v tem, da obstajajo neke ideje, neki apetiti po tem, da bi vrnili vendarle Slovenijo v čas pred osamosvojitvijo, iz čisto banalnih finančno-proračunskih interesov. Takrat, pred letom 90, je pač vladala ena sama stranka, partija, in ona je obvladovala vse finančne tokove. To se mi zdi, da je vsaj nekemu pomembnemu delu slovenske levice še vedno neka nostalgična želja po vrnitvi v tiste čase, in zato, da bi bila ta želja kolikor toliko prepričljiva, je treba pozabiti na tisti čas osamosvajanja. To, tako zelo poenostavljeno bi jaz rekel, je verjetni, saj zame, motiv tega današnjega ignoriranja, zamolčevanja ali degradacije tega časa, zgoščenega zgodovinskega časa 5 let, od 87 do 92, ko je bila sprejeta ustava, in je hkrati tudi poskus obuditve nekega zgodovinskega časa iz let 41 do 45, ki se je končal z koncem druge svetovne vojne in nekim novim položajem Slovenije, ki ga pa Ustavno sodišče po letu 91 ni opredelilo kot osvoboditev, ampak zgolj kot konec dveh grozovitih, strašnih režimov nacionalnega socializma in fašizma in hkrati podreditev Slovenije nekemu tretjemu totalitarizmu, in to je komunizmu. Tako da to Ustavno sodišče to leto 45 ni opredelilo kot osvoboditev, ampak zgolj kot osvoboditev od dveh preteklih režimov in podreditev enemu novemu. Tako da bi jaz nekako se zavzemal to sam v svojih spisih, da se leto 90, 91, 92 imenuje bolj zgodovinski čas ustanavljanja Slovenije, ustanovitve Slovenije kot nacionalne države, osamosvojitev, odcepitev od Jugoslavije, je pač en od vidikov tega zelo pomemben in pogojen, ampak sicer smo pa iz tistih letih 87-92 ustanavljali državo, ki je ni bilo prej. Državo kot ustavno demokracijo, kot liberalno demokracijo, kot ekonomsko, tržno gospodarstvo in tako naprej. Zdaj pa jaz odprl debato med prijatelji, kolegi, z komentarji, vprašanji našemu čistanemu avtorju in postavimo to razmišljanje o vsebini knjige v aktualni čas, današnji čas, pa se poskušamo zamisliti, kaj nam Dimitrij Rupel pripoveduje glede današnjih problemov. Igor, ja, ti največ zdaj delaš na tem, kar se No, jaz mislim, da sem dolžan povedati še eno stvar, ki je morda videti tehnična. Ta knjiga je išla v eni zbirki, ki postaja zbirka. Doslej so v tej zbirki išle samo knjige Igorja Omerze o različnih voditeljih Slovenije in Udbi. Jaz sem pa izkoristil Igorja Omerzo, njegov know-how, njegove povezave in tako naprej, in sem se pri tihotapil zraven v to družbo
s to knjigo. Bila je neka moja, tako rečem, popolnoma nova izkušnja, ker doslej sem vedno tako ravnal, da sem napisal rokopis, pa ga dal uredniku, pa ne vem, direktorju ali komorkoli že, in potem čakal eno leto ali pa več, da je knjiga išla. Ta knjiga je šla, da tako rečem, je šla v tiskarno direktno iz mojega računalnika, tako rekoč. V zelo kratkem času bila tudi narejena in se zato Igorju Omerzi zahvaljujem. Dimitri, imaš kratko sklepno besedo? Jaz sem vesel, da je ta knjiga išla, da pri tem ni bilo kakšnih velikih težav, zaenkrat saj ne. Jaz upam, da bo kdo to knjigo tudi prebral. Zdaj, kar zadeva omalovaževanje, malomarno obravnavo in tako naprej, slovenska državnost in tako naprej. Jaz mislim, da seveda mi ne bomo dosegli svojega cilja, če bomo rekli, ti, ki si malomaren in zanemarja še ne vem kaj. Ampak namen te knjige je bil v resnici prikazati z nekega, kaj ne rečem, pozitivnega vidika to, kar se je zgodilo v preteklosti in na čemer ta današnji svet stoji. Hkrati pa sem opozoril na neke stvari, ki jih takrat nismo videli in ki so zdaj na novo nastale in s katerimi se moramo ukvarjati. Jaz se bom ukvarjal s temi stvarmi najbrž še v prihodnosti, morda tudi v okviru Nove univerze, ki se ji zahvaljujem za tebi še posebej, gospod rektor, profesor Jambrek, za to priložnost. Jaz mislim, da je ta Nova univerza, je tako, kot je bila nekoč Nova revija, pa potem Nova televizija, pa Nova univerza. Skratka, to so stvari, ki so prav izšle iz osamosvojitve. Jaz edino to, tu pa tam malo, bi rekel, malo zagrenjeno opazujem, kaj se vem, če gledam deklaracije o neodvisnosti v kakšnih drugih večjih in pomembnih državah, ja, vsaka politika, demokratska ali republikanska, desna ali leva, se bo sklicevala na tisti trenutek in na tiste ljudi, ki so, bi rekel, sodelovali pri postavitvi prve telegradbene plošče države. Jaz nisem posebno domišljal glede svoje udeležbe. Naredil sem tisto, kar sem moral narediti, ker drugače bi me moji kolegi hiter stran poslali. Treba je bilo narediti zaradi to, da Slovenija začne funkcionirati. Je pa to seveda en težek posel. Glejte, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, Evropska unija ima danes kaj 26 ali koliko držav. Tam so ene države, ki imajo malo močnejši glas, ene, ki imajo malo manj močen glas. Kako se uveljaviti v tej družbi ali pa v NATO na vse zadnje, kjer je zdaj 31 držav, kako tam zagotoviti tisto pravico, ki jo sicer imamo, da lahko na vse zadnje usodno in odločilno vplivamo na določene odločitve. Kako to narediti? Jaz mislim, da Slovenija potrebuje kvalificirane ljudi, kvalificirane predstavnike, ki se bodo dobro zavedali, kaj država pomeni in ki bodo varovali, da tako rečem, te naše državne ali pa nacionalne interese. To je en tak skromen prispevek k temu. Hvala. Lepa. Mi smo seveda vsi na Novi univerzi počaščeni, da si izbral ravno naše okolje za predstavitev te knjige. Imamo 2 zanimiva in res pomembna profesorja in enega častnega doktorja Pahorja, ki sodelujeta z Novo univerzo
Naj povem, da smo ustanovili na univerzi posebno katedro. Katedra za slovenski nacionalni program. Zdaj, v njej bomo poskušali nadaljevati te pogovore, ki jih imamo pod predstojništvom Boruta Pahorja in nadaljevali bomo tudi vse aktivnosti Katedrale Svobode. Maja nadaljujemo z tribuno z istim naslovom, kot je Rupelova knjiga Pomen osamosvojitve in jeseni, septembra, oktobra nadaljujemo pod istim naslovom tudi neko še večja prireditev, tako da nasprotniki slovenske osamosvojitve bodo imeli obilo priložnosti, da se kaj naučijo ali pa tudi kaj povejo. S tem zaključujem tole razpravo in se zahvaljujem tudi novinarjem za prisotnost in beleženje tega, kar je bilo povedano. Hvala lepa. Hvala.